O končanem prvem delu nogometnega plesa v drugi slovenski nogometni ligi smo se pogovarjali s prvim možem stroke bistriškega kluba KTM Impol Bistrica Robertom Pevnikom. Danes se je videlo, kaj je bilo postorjeno že na tekmi, se je videlo, kakšen je bil prvi krog, pa kakšen je bil zdaj ta, bomo rekli, 16. Ker je to prva tekma spomladanskega dela. Zelo sem zadovoljen s fantim, sicer nam tam prvih 5-6 kol smo prihajali iz situacije, smo imeli igro, tako da me sploh ni bilo strah, kot sem vedno dejal, tako da sem zadovoljen, ampak na koncu moj načrt je bil tam od 27 do 30 točk po prvem delu s to ekipo, ker ji maksimalno zaupam, mislim, da zaostajamo za 2 točke za tem izpolnjenem cilju, lahko bi jih imeli pa tudi več. Ta nas vodi nas ta pot naprej. Videli smo, da kot ekipno, kot individualno imamo najmlajšo ekipo v tej drugi ligi, pa verjetno tudi v prvi ligi. Se pravi, da nas ta pot vodi naprej, pa kljub temu je individualni napredek in moštveni napredek maksimalen. Imamo tudi zelo dober teamwork, kar se pravi, da dobra ekipa vedno na površje vrže še enega, ki izstopa, se pravi, v tej polsezoni so bili vsi, ampak Jaša Martinčič je tudi prvi strelec, je tudi najboljši igralec druge lige po jesenskem delu, lahko smo ponosni na tem. Kar se pa tiče organizacija, razen financ, mislim, da še imamo pa tukaj veliko rezervo in v tem obdobju, zdaj ko je pauza, moramo vse narediti, da imajo ti igralci, ki imajo karakter, maksimalen support in da jim omogočimo vse, da bo Bistrica ta res en center za te mlade igralce, ki bojo prišli tukaj igrati, ki se bojo razvijali in bojo videli dobro za sebe in da jim je potem skočna deska do velikih klubov, tudi do Maribora, bilo kjerga. Kar se tiče, še bom šel pa malo nazaj, današnje tekme bi jim pa spet čestitil na karakteru. Vemo, da je petek, sobota smo trenirali na snegu, da nismo imeli očiščenega igrišča, Aluminij ga je imel, o tem govorimo, o organizaciji, kar se je poznalo. Jaz ne iščem alibijev, niti sem to izpostavljal pred tekmo, tako da se videli, smo malo padli v drug polčasu, malo nam je zmanjkalo, ampak potem smo se spet dvignili. Tega sem se bal, to nisem igralcem govoril, ampak na koncu so pokazali karakter in jaz vem in kar se je dogajalo na igrišču, smo mi bili bližji zmagi danes kot pa Aluminij. Poglejte, torej članska ekipa, ogledalo vsakega kluba, ki je dejansko je tisti prvo zrcalo, ki se v klubu vidi, vsekakor pa raste tudi mlajše selekcije v klubu, ki bodo nekako izpopolnile potem igralski kader v članski ekipi. Kako vidite tale podmladek vi v Slovenski Bistrici? Pa super, grem si tudi ogledati dosti tekem ekipe U19, tudi mogoče katero tekmo U17, vemo, da U17 in U15 so na poti suvereno v prvo ligo, vemo, da so U19 na drugem mestu, da še imajo to zaostalo tekmo z šampionom. Vemo, kaj pomeni za Bistrico, da damo vse 3 ekipe v prvo ligo in potem, ko damo vse 3, to je ogledalo kluba. Nogometna šola in potem mislim, da je tudi prva ekipa na vrsti, mislim, da je pa to normalno, da je pa za to zaslužen športni direktor Flicer, vsi, ki v klubu delajo, ampak vemo, da je on cel dan tukaj na igrišču, da spremlja treninge, da živi za to in vem, da nam bo na koncu skupaj uspelo in da bodo vse te 3 selekcije šle v prvo ligo in da bomo mi naredili dobro ekipo, ki bo potem v naslednji sezoni, že zdaj, bi lahko imela več točk, ki bo potem še bolj konkurenčna. Videli se pa danes na tekmi, kako napreduje proti Aluminij, se ima za favorita, tako da mislim še enkrat, mi smo bili bliže zmagi kot Aluminij. Morda še tole vprašanje, sponzorji vam gredo na roko, verjetno ste tudi zadovoljni ali pa bi si morda želeli še tudi kakšnega več? Pa dobro, vemo, da je težka situacija, povsod v Sloveniji, smo zadovoljni s tem, kar imamo, je pa res, da pa rabimo ta support, bom rekel, da imamo tu zaposlenega hišnika, ker mi smo edina drugoligaška ekipa, ki še sami fantje po treningu si nosijo cote prat, tako da imamo kvalitetne igralce in še to, vse to, da jim omogočimo super prehrano po treningih, da to in da oni rastejo, ker potem isto je bilo v Aluminiju, potem se zgodi Brest
Jovan, Jovanovič, Marinšek, lahko jih naštevam, 5-6 šturm, 5-6 igralcev in mislim, da je takrat Aluminij Podvojnovcem naredil odlične transfere in mislim, da Bistrica je na dobri poti, da se začne to delati, ampak moramo dvigniti še ta suport igralcem, ker oni so bistvo kluba. Oni so bistvo kluba in mi smo zaradi njih tukaj. Robert, zakorakali bomo skoraj v zadnji mesec v leto in nekako potem po mesecu dni odšli tudi v novo leto. Kakšna je tista vaša športna misel, ki vas bo popeljala iz leta 2024 v leto 2025? Zelo pozitivno, mi ostajamo še skupaj, bomo še odigrali 2 prijateljske tekme, ker nekateri igralci so bili poškodovani. To se pravi, da ostanemo isto dolgo kot prva liga, da držimo ta ritem. Potem pa ena zelo pozitivna izkušnja v Bistrici, vidi se, da nogomet raste, verjamem, da bo še v spomladanskem delu bolj rastel, rad bi se tudi tem navijačem bi rad zaželel srečno novo leto in da vemo, da imamo drugi največ ali zdaj prvi po tej tekmi, najbolj obiskane domače tekme, bi se jim rad zahvalil in naj vedo, da tudi v 2025 jih ne bomo razočarali, še večkrat jih bomo razveselili.